Smo nazaj. Preden začnemo, predlagam, da ugotovimo sklepčnost. Prosim, če pritisnete na zeleno tipko. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih je 17 svetnic in svetnikov, kar pomeni, da je zbor sklepčen in da lahko nadaljujemo z delom. Prehajamo na 17. točko. Predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 25/1. Dodatno gradivo amandma na amandma predlagatelja odloka in amandma svetniške skupine LSU ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti oziroma na mizo pred samo sejo. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomir Skvaršča Jesenšek, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos. Izvolite. Še enkrat pozdravljeni. Pred nami je predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022, ki ga bi sprejeli po skrajšanem postopku. Zdaj odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2022 je bil sprejet na 21. redni seji lansko leto 15. decembra in objavljen v uradnem listu 24. decembra lani. Danes pa obravnavamo prvi predlog rebalansa. In sicer je razlog za pripravo predloga uskladitev proračuna z dejanskim prenosom sredstev iz leta 2021 in pa uskladitev načrta razvojnih programov z investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so bili oziroma bodo prijavljeni na različne javne razpise. Tukaj gre za ureditev prostora nad garažami zdravstvenega doma Kamnik, izgradnjo kanalizacije Motnik, potem umestitev skulptura Mamnuta z ureditvijo ožjega območja in ostale. Pri pripravi rebalansa je bila upoštevana tudi dejanska realizacija in predvidene potrebe do konca letošnjega proračunskega leta. V odloku o rebalansu se zaradi sprememb na strani prejemkov in izdatkov ustrezno spremeni 2. člen, pa v 9. členu se določi višino sredstev za izločitev v proračunsko rezervo in sicer se znesek povečuje iz 280 na 330 tisoč evrov. V predlogu odloka so korigirane nekatere prihodkovne in odhodkovne postavke in upoštevane omejitve določene v 30. členu Zakona o javnih financah. Uskladitev prenosa iz leta 2021 v leto 2022 v sprejetem proračunu imamo prenos sredstev iz lanskega v letošnje leto 800 tisoč evrov, dejansko je nenamenskih sredstev 922 tisoč, namenskih 2 milijona 209 in za krajevne skupnosti 396 tisoč, tako da znaša skupaj prenos iz lanskega v letošnje leto 3 milijone 132 tisoč evrov. V predlogu rebalansa so upoštevane vsa povečanja proračunskih postavk, na katerih so bile sicer že potrebne spremembe zaradi prerazporeditev sredstev in sicer je bilo do 31.5. upravljene 2 odredbi o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije pa 11 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. V predlogu odloka o rebalansu proračuna so ocenjeni skupni prejemki v višini 30 milijonov 879 tisoč evrov, prenos sredstev 3 milijone 132 tisoč evrov in ocenjeni skupni izdatki v višini 24 milijonov 011 tisoč evrov. Občina je tako vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke, prav tako pa so tudi krajevne skupnosti vse razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke. V predlogu odloka o rebalansu občine Kamnik za leto 2022 po skrajšanem postopku je upoštevano načelo uravnoteženosti. Na strani prihodkov smo upoštevali spremembe, za katere je že znano, da se bodo spremenile v primerjavi s sprejetim proračunom občine Kamnik in sicer zdravstveni dom, ureditev prostorov, potem sofinanciranje gradnje osnovne šole Frana Albrehta, potem nekatere postavke so že več realizirane, kot smo predvidevali, na primer davki in dediščina, na novo je umeščen projekt Elena,
in še ostale stvari. Na strani odhodkov pa so upoštevane spremembe pri proračunskih postavkah, za katere je v letu 2021 so bile podpisane pogodbe, niso bile v celoti realizirane in je potrebno zagotoviti sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti, ki so se prenesle iz lanskega v letošnje leto. Potem je potrebno uskladiti višino sredstev na posameznih proračunskih postavkah. Zaradi prenosa, to so predvsem kanalizacija, vodovod pa čistilna. Potem je zaradi spremenjenih ekonomskih razmer potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva na nekaterih postavkah, kjer zmanjkuje sredstev zaradi že povečanih stroškov. Zaradi izrednih naravnih pojavov je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva za odpravo posledic po neurjih. In izvedenih je že bilo nekaj javnih razpisov, pa je treba v skladu z njimi zagotoviti sredstva na postavkah, da bomo lahko podpisali pogodbe. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022 je podan tabelarično tudi in sicer je v tabelah prikazan sprejeti proračun, veljavni proračun, realizacija v obdobju od 1.1. do 30.4. in indeks realizacije. Toliko na kratko, drugače pa prosim še za vprašanje. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, v imenu svetniške skupine LSU ima besedo Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat vsi skupaj. Kot je bilo že v uvodu povedano, smo v naši svetniški skupini pripravili amandma. Z obrazložitvi smo jasno zapisali, kaj je osnovni razlog. V letošnjem letu bo občina Kamnik od ministrstva prijela namenska sredstva v višini 1 300 000 in zdi se nam smotrno in odgovorno, da se ta sredstva v celoti umestijo v sklad, da imamo leto in mandat zaključimo v bistvu s čisto sliko v skladu in na prihodkovni ravni. Zato smo z amandmajem dodali 400 000. Vzeli smo jih na postavkah, materialni stroški občinska uprava, razlog zakaj samo občinska uprava, ker je bil tukaj povišanje. Če ste pogledali v bistvu realizacijo v prvih 4 mesecih materialnih stroškov tudi na ostalih javnih zavodih, kjer so proračunske postavke, lahko ugotovimo, da v bistvu je na občinski upravi še med nižjimi realizacijami, marsikje je čez 40%, tudi parke 50%. In to je tisti podatek, ki po mojem mnenju bo zelo pomemben konec leta, ker če je po 4 mesecih realizacija že na 40% in ob dejstvu, da smo imeli vmes 3 mesece v bistvu znižane elektrike, verjetno marsikje bo problem konec leta, kar se teh sredstev tiče za energente. Sofinanciranje občinskega proračuna, občinskega časopisa, dejstvo je, da smo v teh dneh dobili poročilo nadzornega odbora, kjer opozarjajo na to, da občina Kamnik naroča in plačuje več številk, kot je gospodinjstvu. Tako da tukaj upam, da bomo dobili tudi kakšno pojasnilo, kar se tega tiče. Smo se pa v začetku mandata pogovarjali, da bomo na sejah občinskega sveta tudi ta poročila nadzornih odborov obravnavali, pa mislim, da smo to samo enkrat doživeli v tem mandatu. Mednarodno sodelovanje je tudi ena zgodba, ki ne vemo, kaj nas čaka do konca leta, vezan je to predvsem na dneve narodnih noš in ne vemo, kaj bo septembra. Ureditev poškodovanih lokalnih cest, vemo, da se postavka konkretno povečuje in dejansko smo teh 5000 vzeli za to, da se je cifra zaprla. Pol smo pa pri tem našem ljubem Zavodu za turizem in šport. Promocija 20 000, ob dejstvu, da vemo, kakšna je situacija, pa turizem in tako naprej, in pa prireditve 100 000. Na prejšnji seji sem postavil eno vprašanje na to temo, dobili smo take pomanjkljive odgovore. Dejstvo je, da smo v proračun za letošnjo leto namenili konkretno visoko številko za prireditve, 250 000 evrov. In naše mnenje je, da če zavodu damo v upravljanje proračunsko postavko, je prva stvar, ko je proračun sprejet, morajo narediti točen razpored, kam bo teh 250 000 evrov šlo. In zdi se nam nedopustno, da so zdaj pod vprašanjem dnevi narodnih noš, ker je postavka že več kot pol pokoriščena.
Tako da stvar za naprej, jaz upam, da za nazaj te stvari težko rešujemo, vemo, menjave direktorjev gor dol izgovarjanje en na drugega, ampak za naprej pa pričakujemo od zavoda bolj racionalno delo in če ne bo treba razmisliti, da občina sama upravlja to postavko. Sklad za športne objekte so bile pol dodatna pojasnila, da se bojo upravljala dela, ki so v planu za naslednje leto, tako da v proračunu za 2023 se pričakuje v bistvu znižanje, kar se športnega parka Virtus tiče. Pol pa še ena zadeva, ko sem spet navezal na tiste prireditve kolesarske dirke, ko so bili razpisi potem, ko je bila že reklama, in tle imamo in tipičen primer, ne. JSKD 15 000 za prireditev, ki se je odvijala prejšnjo soboto, ne. Koliko je pripomogla zdaj promociji Kamnika in tako naprej, lahko vsak preveri v Googlu, ko vtipka ime prireditve noter, pa koliko so mediji to povzeli. In pa naš ljubi mamut, ne. Na začetku mandata smo se vsi strinjali, da je končno rabimo to narediti. Tudi ene sredstva smo predvideli, v proračunu za letošnje leto 150 000. Zdaj vemo, da je to absolutno premalo. Koliko premalo v bistvu še ne vemo. Vemo, da je mamut naročen, da je to 130 000 evrov, koliko bojo pa gradbena dela, bomo pa vedeli v petek. In jaz močno upam, da je kakšen gradbinec, ki ima v teh časih dovolj časa pa razpoložljivih kapacitet, da se bo prijavil z eno normalno ponudbo. Ker sprašujemo se, kaj bomo naredili, če bo nekdo štartal na tisto varianto, bom prbal ceno, če bo se išlo, bomo naredili, bomo že stisnili, če ne pa ne. In če bo to en sam ponudnik, tudi ne verjamem, da bo s pogajanji kaj dosti doseženo. Absolutno mislim, da se vsi strinjamo, da mamut, tako kot mrskej, smo dolžni Kamenku, a ne. Ampak se pa sprašujemo, če v teh časih, ko vemo, kakšne so cene, kakšna draginja je in kaj se napoveduje za konec leta pa za naprej, res smotrno pristopati k temu, ali če smo že toliko let čakali, ne bilo boljše malo počakati, ne. Tako da v bistvu po eni strani me veseli, da je v amandmaju na amandma obrazloženo, da se bo probal stisniti, ampak me pa skrbi, kakšne ponudbe bojo prišle. Hvala. Hvala, svetnice, svetniki. Beseda ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Ja, eni so rekli, da je to moj mamut, pa sem že večkrat povedal, da je to Kačev mamut. Žal, Mihe ni več. Mi smo v letu 2009 negativ dali narediti in seveda smo planirali 180 000, da bo to dovolj. Iz njegovih 100 000, o katerih je govoril 2 leti nazaj, je porasel na 110 in mislim, da je z DDV-jem nekaj čez 130 000, torej ostal je samo še 50 000. No in seveda, ko se dobijo arhitekti in potem, ko prihromijo še vse dame, tiste, ki ščitijo divje zaraščeno, bom rekel, grdo rečeno divje zaraščeno smreko, ki mora biti tam, pa še kakšno grmovje mora ostati. In seveda poj tiste, to je gospa, ne bom rekel, kako se piše, ampak vsi jo dobro poznamo, ki skrbi za naravovarstveno okolje tudi v Kamniku. Primke pa iz ene rastline industrijske. No, potem pridejo tudi, koruza se piše, žal moram pomagati. Ja, tako je, poznam jo še z onih časov, gospod Koruzo, žal mi je, no. No in poj pridejo vse arhitektke, projektantke in seveda potem ugotovijo. Ko smo kolesa parkirali tam in urejali, ni bilo nič posebnih soglasij, so bili tlakovci. Ko smo zdaj se soočali z temi kolesarskimi stojali in ko je bilo v bistvu brez soglasja pred leti tudi elektropolnilnica kar sredi tistih tlakovcev postavljena, je zdaj potrebno od mostu skoraj do Nunskih štal urediti kompletno zadevo. Torej,
na nek način spreminjati kolesarske postojanke, spremeniti polnilnico. Potem smo v projektu uvedli ali narisali, da bi na začetku parkirišč predvideli tudi polnilnico za 2 parkirni mesti za elektroavtomobile in potem še 1 ali 2 invalidna parkirišča. Seveda to pa vse potegne in potem kakšni materiali, takšni, ki so bili že vdelani na glavnem trgu, na Majstovi ulici, torej ven je prišel Tonalit. Okay. Tlej je bil na srečo kitajski, ali ga je tam na Pohorju še dovolj, grem jutri pogledati za ne 3 dni. No in smo tam, pri številki, ki jo je projektant zdaj napisal. Drugo, tle v obrazložitvi je tudi zabeleženo, da se že pogovarja oddelek in seveda gospod Besek in še eni sodelavci, da bomo tudi neke vsebine, ki bojo malo stale, ampak da vendarle se aktivirajo šole, da bojo ene video projekcije in seveda, da bo ta mamut v celoti zaživel. Torej, od mostu bo pohorski Tonalit, se mu reče, ja, in seveda en luškan amfiteater tudi za učence, za, bom rekel, en pogled. Z vodarji se moramo še dogovoriti, kaj bi lahko posekali v Strugi Bistrice, tistih se še spomnite temega valčka, ki je tam končal svoje življenje v tistem grmovju. Franc si ga poznal, ne? Je rekel še en temni valček, pa je še 2 zašpilal. Okay? Tako da, glejte, nismo mi bogato sešli, ampak vendarle, da Kamniku kot mestu Kamna, da vendarle damo eno celovito podobo tega mamuta, ki je pa na 3/4 že skoraj gotov. Žal je tam malo povičal to ceno, ta Tonalit je pa naredil svoje. Zdaj pa, ali ga bo sploh na zalogi ali ne, to se pa jaz zdaj bojim. Ker v eni varianti je bilo, da gremo z betoniranimi velikimi ploščami, ampak so rekli, tako je v Majstovi, tako je na glavnem trgu, tako je treba tudi mamuta podkovati. Hvala lepa. Hvala, beseda ima Igor Žavbi. Ja, očitno to je Smolnikarjev mamut. Zdaj, kot vidim, je gospod Smolnikar vodja projekta in z vsem tem seznanjen. Mislim, ne vem, jaz sem bil tih, a ne. Glejte, zdaj, kar se tiče tega rebalansa, mamut je zagotovo tisto največje presenečenje, če lahko tako rečemo, a ne. Cena, ki je šla kar visoko gor, poleg tega pa se ne vemo, kje pa, kako pa kaj. Če ne bi pol začeli sami malo poizvedovati, pa smo dobili neke vizualizacije, zdaj se približno vemo, zakaj se gre. Iz obrazložitve tukaj, veste, kaj sem jaz prebral? Da boste gradili pomol nad Kamniško Bistrico, kar je praktično nemogoče. Tako piše v obrazložitvi, dokler nismo videli vizualizacije. Potem, ko sem pa jaz videl eno slikco, je pa narisana avtobusna postaja, zadaj pa ni ne Bistroja Špenko, pa njihove trgovine, pa ne stavbe, kjer je kaj je bil Impuls včasih tam, nič, hribi se lepo zadaj vidijo. Ne? In smo spet pri napačnih vizualizacijah, tako kot smo bili že, če se spomnimo pri OPN-ju o Kalcitu, pa če se spomnimo zdaj sosedske Mali grad, kjer tudi so bila opozorila, da vizualizacije niso prave. Ne? In kaj mene tukaj moti? Meni je ta lokacija neprimerna. Zares neprimerna. Po tem, kar je gospod Smolnikar zdaj povedal, se bo uredil tam en pas s Tonalitom, se bo verjetno kar lepo zgledal, ampak zraven imamo pa zdaj pa, oprostite izrazu, gnilo avtobusno postajo. Cestišče dobesedno gnije, ob malo večjem deževju se bojim, da bo vsak avtobus, ki se bo meni peljal, prav tistega mamuta. Kaj šele tiste boge otroke, ki bojo prišli mamuta gledati, če bojo. Ne? Poleg tega bomo skupine vodili na avtobusno postajo, kjer avtobus je mamut med prevoznimi sredstvi, če lahko tako rečemo. Ne?
in zelo nevaren lahko za nepazljive udeležence prometa. In ne vem, če je res avtobusna postaja tisto pravo mesto za postavitev mamuta. Iz obvoznice bo težko viden, ker je že tudi gospod Smolnikar povedal, da bo težko posekati grmovje, ki je na levem bregu Kamniške Bistrice, če imajo že težave s tistim grmovjem na desnem bregu Kamniške Bistrice. In jaz imam občutek, da spet silimo nekaj z enim projektom, samo zato, da ga bomo imeli. Zato, da bo imel župan še eno kljukco ob asistenci gospoda Smolnikarja, bosta naredila še eno kljukco in bosta imela en uspešen projekt pred volitvami. Samo zato, da bomo imeli. Pa bom spet ponovil kakšen primer, ki smo že tudi v tem mandatu imeli, sam zato, da smo imeli, ker nekaj pa rabimo. Pa smo imeli potem gospoda Jarca na Zavodu za turizem in šport, pa še kakšen tak projekt je bil, sam zato, da je bil. Pa se je na koncu izkazali za napačnega. Pa smo šli ceste odpirati sam zato, da smo jih odpirali in zdaj v tem rebalansu ne vem, koliko dajemo za vzdrževanje cest. Seveda, ker so bile sred novembra lani odprte in letos dokončane. Nihče v obrazložitvah ne piše, da so se asfaltirale ceste letos, potem ko so se ljudje 3-4 mesece vozili po makadamu. In jaz mislim, da ob vsakem rebalansu povedal, oprostite gospod župan, ampak vaši rebalansi so odraz slabega načrtovanja proračuna. In tudi mamuta bi mogli načrtovati primerno v proračunu, ne pa da zdaj z rebalansom tik pred koncem mandata dvigujemo ceno na takšen znesek. Ampak to je moje osebno mnenje. Druga stvar, ki me pa, ne bom rekel moti, no, ampak imam pa vprašanje, povečujejo se prihodki od najemnin za poslovne prostore. Lepo je opisano, da so se povečali zaradi tega, ker je občina Kamnik v letu 2021 v najemu dala poslovne prostore na območju bivšega Kika, 2 poslovna prostora in šotora, ampak nikjer pa ne piše, da se prihodki iz najemnin zmanjšujejo tudi zaradi tega, ker je Stari grad že 2 meseca zaprt. Ja, pa isto je od občine Kamnik, pa niti v Ticu nikjer ne piše, da se zmanjšuje. In imam vprašanje, ne me prekinjati prosim, imam vprašanje, kaj se dogaja z iskanjem novega najemnika na Starem gradu in koliko časa bomo imeli še zaprto to našo turistično točko. Poleg tega se bo, če imam prav, če me spomin ne vara, v letošnjem letu iztekla tudi najemnina za kavarno Veronika. In kakšne imate načrte tudi tam? Se že kaj pogovarjate, a se bo pogodba podaljšala, boste šli v razpis in pa zakaj še nimamo novega najemnika na Starem gradu, ali enostavno ni zanimanja, pač občani ne vemo nič, vemo samo, da je zaprto. Da tisto, kar smo 4 leta nazaj delali in kar nekaj denarja gor vložili, se zdaj ne znamo toliko potruditi, da bi zadeva tekla. In ko so se ljudje nekaj navadili, smo izgubili najemnika in še en mesec bo zaprt, vedno manj bo interesa in vedno težjo nalogo bo imel novi najemnik, da bo zadevo ponovno oživel. To je tisto, kar imam jaz predlogov ali pa vprašanj, razmišljanj. Če se vrnem nazaj k mamutu, no, če že rečem, da mi nekaj ni všeč, je mogoče prav tudi, da ponudim alternativo. Meni se zagotovo zdi bolj primerno mesto Kršmančev park, ker s tem bi naredili nekaj več za Kamnik, s tem bi ljudi pripeljali v Kamnik in jih tudi prisilili, da se sprehodijo čez Kamnik, pripeljali bi jih v Kršmančev park, tam bi lahko ponudili neko, bom rekel, food truck ponudbo, gostinsko ponudbo, premično, to, kar smo že imeli v Kršmančevem parku. Mamut je bil res najden ob Nevlici, ne na visoko nad Škarpo, ampak v blatu in mislim, da je plaža v Kršmančevem parku več kot primerno mesto za postavitev mamuta in verjamem, da bi tudi Zavod za varstvo kulture imel mogoče nekoliko več razumevanja. Ne. Tukaj na avtobusni postaji pa ne vem, treba bo preplastiti
vozne površine, treba bo na novo obdelati podporne stebre na avtobusni postaji, ki že ponekod kažejo tudi rjo. Skratka, treba bo kar nekaj dela vložiti za to, da bo imel Mamut primerno mesto. Takšno, kot si ga zasluži. Zdaj ga pa na silo tlačimo nekam in tamle med Kamniško Bistrico in avtobusno postajo, še enkrat poudarjam, ne vem, če je dovolj varno mesto za ciljne skupine, katerim je postavitev tega kipa namenjena. Hvala lepa. Hvala. Zdaj, glede najemnika na Starem gradu je žal prejšen dal odpoved, je prekinil najemno razmerje. Meni je žal, jaz mislim, da je bil zelo dober, pa vendar se je odločil za drugo poslovno pot, je šel na drugo delovno mesto oziroma je najdel druge izzive in zdaj Zavod za turizem in šport je razpisal, mislim, da 2-krat in zdaj so najdel novega najemnika in naj bi 25.6., torej zdaj, ko bo dan gorniškega filma, v soboto odprl ponovno in zagnal ukrepčevalnico na Starem gradu. Jaz mu želim vso srečo in verjamem, da bo se potrudil, da bo dober. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. No, jaz v bistvu se tukaj pridružujem Igorju, vsej cela naša skupina v bistvu. Jaz se sprašujem res za vsako ceno tlačiti nekam v nekam. Ne vem, kako si vi predstavljate, da pripeljem na ogled Mamuta 30 otrok, mogoče, to je zelo malo, sem rekla, ampak ponavadi gre sta paralelke 40-45. Kam jih lahko umestimo? Avtobusna postaja, cesta, most, vse tam stlačeno. Ne vem, no, mislim, v razmislek. Sej, nobene oporeka, ampak dejansko neka taka dobra rešitev bi bil ta Kašmančev park. Mislim, kakorkoli. Če ne, konc koncev boš, če ga v Nevlje postavimo tam, ker smo ga tudi, so ga odkopali ali pa našli. Ne vem, mislim, dejansko nekam umeščati na silo za vsako ceno. Jaz se tudi v bistvu s tem ne strinjam. Obenem me pa tukaj pri rebalansu sem se malo veselila, se mogoče je v tej postavki kanalizacija 5270, tudi kanalizacija, ki ni bila dokončana v Bistričici, to je samo en delček. Jaz upam, da v tem je, ampak nisem zasledila ali pa sem spregledala. Res vas mogoče še enkrat prosim, da omogočite tudi ljudem, ki imajo hiše končane, pa ne morejo se preseliti, ker ne bi mogli delovati in zagnati svojega delovanja naprej, ker imajo SP mirno obrt, zaradi tega, ker kanalizacija 5 metrov stran je, točno tam, kjer bi se pa človek vselil, je pa ni. Mislim, mogoče še en tak razmišljak, ker konec koncev omogočanje ljudem, da ostanejo na vasi in da niso samo v centrih, je tudi neka prioriteta vsake občine, jaz mislim. No. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala. Zdaj, glede kanalizacije Bistričica se bo šlo naprej. Dejstvo je, da je bilo tam potrebno spremeniti gradbeno dovoljenje, ker tam enega soglasja se pravi Bistričici nismo dobili ob reki in zdaj smo dobili novo gradbeno dovoljenje in se bo šla investicija naprej, torej da bojo še ostali del. Bo pa treba narediti neko črpališče, ki bo tam črpali odpadne vode, ampak smo na poti, da bomo realizirali do konca. Zdaj, glede lokacije Mamuta, to se je iskal že 15 let. Od leta 2008 se je iskal, kje bi tega Mamuta umestili. In to je bilo enkrat pri šoli Frana Albrehta dol pri Telovadens, v klešče noter na tisto parkirišče. Potem je bilo teh lokacij res ogromno in na koncu je bilo enkrat treba odločiti in verjemite, da si je bila ta odločitev težka, pa vendar je bila podprta z mnogimi argumenti, zakaj je ravno tukaj, ker je dostopno, ker je lahko prideti, ker je bo na tem trgu možno za veliko otrok. Alternative so bile tudi tam, se pravi, glavni cesti tam, kaj je bil Mainbaum, ponavadi stav, ampak tam je bilo še bolj za cesto, od DRSI-ja ne bi dobili soglasja. V Kašmančevem parku je problem, ker ZVKD ne pusti tam ničesar, ne lokala, ni česar, ampak res ni česar. In tam ne bi šla lokacija čez in tudi glavni kanalizacijski vodi grejo tam čez. Tako da to je odločitev, ki je bila sprejeta in jaz mislim, da bo na koncu tam imamo tu ponos Kamniku. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022 v prvi obravnavi. Glasujemo.
Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa. Na koncu bo o amandmajih. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, prehajamo na amandmaje. Prvo bomo razpravljali o amandmaju na amandma predlagatelja odloka. Amandma na amandma bo predstavila gospa Marija Kos. Izvolite. Amandma predlagatelja na amandma svetniške skupine Liste Sandija Uršiča k predlogu odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022 skrajšani postopek. Svetniška skupina Lista Sandija Uršiča predlaga amandma, naj se povečajo sredstva v sklad za financiranje investicij v osnovno šolo Toma Brejca in osnovno šolo Frana Albrehta, ustanovljen na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v osnovno šolo Toma Brejca in osnovno šolo Frana Albrehta v višini 400 tisoč evrov. Sredstva se zagotovijo oziroma prerasporedijo iz naslednjih postavk. Proračunska postavka 1135 občinska uprava, materialni in drugi stroški se zmanjšajo za 20 tisoč. Proračunska postavka 1302 sofinanciranje občinskega časopisa se zmanjša za 4 tisoč. Proračunska postavka 1322 mednarodno sodelovanje se zmanjša za 8 tisoč evrov. Proračunska postavka 4635 ureditev poškodovanih lokalnih cest in javnih poti se zmanjša za 5 tisoč. Proračunska postavka 4753 Zavod za turizem in šport Kamnik, promocija in turistični programi se zmanjša za 20 tisoč evrov. Proračunska postavka 4755 Zavod za turizem in šport prireditve se zmanjša za 100 tisoč evrov. Proračunska postavka 8129 Sklad za športne objekte se zmanjša za 60 tisoč evrov. Proračunska postavka 8237 sofinanciranje izvedba dneve JSKD RS 2022 se zmanjša za 15 tisoč evrov. Proračunska postavka 8352 umestitev skulpture Mamuta z ureditvijo ožjega območja se zmanjša za 168 tisoč evrov. Predlagatelj amandma smiselno podpira, vendar pa meni, da nekateri predlagani viri sredstev niso ustrezni, zato predlaga svoj amandma na amandma, ki se glasi. Postavka 9288 K9 šole se poveča za 410 tisoč evrov. Sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov iz naslova komunalnega prispevka za 150 tisoč evrov in za vključitvijo prihodkov za projekt umestitev skulpture Mamuta z ureditvijo ožjega območja v višini 56 tisoč evrov. Razlika v višini 204 tisoč evrov pa se prenese iz naslednjih proračunskih postavk. In sicer proračunska postavka 1135 občinska uprava, materialni in drugi stroški se zmanjša za 20 tisoč evrov. Proračunska postavka 4753 Zavod za turizem in šport Kamnik, promocija in turistični programi se zmanjša za 20 tisoč evrov. Proračunska postavka 4755 Zavod za turizem in šport prireditve se zmanjša za 50 tisoč evrov. Proračunska postavka 8352 umestitev skulpture Mamuta z ureditvijo ožjega območja se zmanjša za 50 tisoč evrov. Proračunska postavka 110 investicijsko vzdrževanje in obnove se zmanjša za 30 tisoč evrov. In proračunska postavka 1130 občinska uprava plače se zmanjša za 34 tisoč evrov. Podrobna obrazložitev vam je podana v amandmaju. Mislim, da vam je ni treba brati. Hvala. Želi o amandmaju kdo razpravljati svetniške skupine? Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo o amandmaju na amandma. Glasovali bomo o predlaganem amandmaju. Postavka 9288 K9 šole se poveča za 410 tisoč evrov. Sredstva se zagotovijo s povečanjem prihodkov iz naslova komunalnega prispevka za 150 tisoč evrov in za vključitvijo prihodkov za projekt umestitev skulpture Mamuta z ureditvijo ožjega območja v višini 56 tisoč evrov, razlika v višini 204 tisoč evrov.
pa se prenese iz naslednjih proračunskih postavk. 1135 občinska uprava, materialni in drugi stroški 20.000 evrov, 4753 Zavod za turizem in šport Kamnik, promocija in turistični programi 20.000 evrov, 4755 Zavod za turizem in šport Kamnik, prireditve 50.000 evrov, postavka 8352 umestitev skulpture mamuta z ureditvijo ožjega območja 50.000 evrov, postavka 1.1.1 investicijsko vzdrževanje in obnove se zmanjša za 30.000 evrov in pa postavka 1.1.3 občinska uprava plače se zmanjša za 34.000 evrov. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti 4. Ugotavljam, da je amandma na amandma sprejet in s tem je tudi v amandmaju, ki je bil podan, ne bomo glasovali. In gremo samo še na se pravi glasovanje o rebalansu v celoti. Torej predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2022. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 22 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je rebalans sprejet in s tem zaključena 17. točka.